Nogometaši Domžal so v 31. kolu Prve lige Telekom Slovenije gostovali v Novi Gorici. Obe ekipi sta v prejšnjem kolu zmagali na svojem igrišču. Goričani so s 3-0 ugnali Celje, Domžalčani pa s kar 4-0 Ankaran. Trener Simon Rožman zaradi poškodb ni mogel računati na Senijada Ibričiča, Andraža Kirma, Gabra Dobrovoljca in Dejana Miliča. Po odsluženi kazni pa sta se v udarno enajsterico vrnila Ajdin Mulalić in Amedej Vetrih. Po enakovrednem uvodu v tekmo so Domžalčani po 10 minutah igre prevzeli pobudo. Prvi je dlani vratarja Gregorja Sorčana ogrel Agim Ibrahimi, ki je poizkušal z roba kazenskega prostora. V 21. minuti je Zenih Usmani na desni strani našel Matijo Široka, Primorec je poslal predložek na drugo vratnico, kjer je Lovro Bizjak z voleja meril previsoko. 5 minut pozneje je Ibrahimi na kratko podal do Usmanija, ki je streljal z prve. Natančen poizkus kapetana rumenih je z izjemno obrambo v prečko odbil Sorčan. Rumeni so nadaljevali z napadi, Usmani je poslal predložek na drugo vratnico, kjer je Vetrih z glavo streljal mimo domačih vrat. Vsega minuto pozneje nova nevarnost pred vrati Sorčana. Po podaji Ibrahimija s kota je Šamar Nikolson podaljšal z glavo. Do strela je prišel Dario Melnjak, ki mu ni uspelo doseči 4. gola v letošnji sezoni. Za številne zapravljene priložnosti so bili Domžalčani kaznovani že ob prvem strelu Goričanov na tekmi. Po podaji Roka Grudine je Jaka Kolenc s pravim projektilom premagal vratarja Ajdina Mulalića. Do konca prvega dela igre smo videli še 2 poizkusa z razdalje. Za Gorico je nenatančno meril Dejan Žigon, strel Ibrahimija pa je z manjšimi težavami zaustavil Sorčan. Med odmorom prva zamenjava v ekipi rumenih namesto 18-letnega Adama Gnezde Čerina je vstopil Petar Franjić. Po vsega 6 minutah drugega dela igre je bilo vprašanje zmagovalca že razrešeno. 2 napaki ožje domžalske obrambe sta poskrbeli, da so domači prišli do vodstva s 3-0. Prvo akcijo je po podaji Amaračija Osudžija zaključil Žigon, drugo pa Mark Gulič. Na žgočem soncu in pri temperaturi blizu 30 stopinj Celzija so se Domžalčani poskušali vrniti v igro, vendar so Goričani dobro zaprli vse poti do svoje mreže. V 53. minuti je z prostega strela poizkušal Ibrahimi, a se je znova v obrambo izkazal Sorčan. Da to ni bil dan rumenih, ponazarja tudi akcija iz 57. minute. Ibrahimi je podal s kota, na drugi vratnici je z glavo streljal Tilen Klemenčič, zadetek slednjega pa je nehote preprečil Melnjak. Na drugi strani se je Gorica osredotočila le na protinapade, po podaji Marka Tešije je Gulič streljal mimo oddaljenejše vratnice. V nadaljevanju je po podajah s kota 2-krat poizkušal rezervist Žan Žužek. Prvič je z voleja streljal nenatančno, drugič pa je njegov poizkus iz težkega položaja zaustavil Sorčan. V 76. minuti nov protinapad Goričanov, po podaji rezervista Semirja Smajlagića je streljal Grudina. Z odlično obrambo se je izkazal vratar Mulalić. Slednji je bil znova na preizkušnji v 87. minuti, ko je nevaren strel Smajlagića z izjemnim posredovanjem odbil v kot. Tik pred koncem rednega dela tekme je napako storila goriška obramba, nesporazum je izkoristil Nikolson, ki je obšel Sorčana in poslal žogo v prazno mrežo. To je bil že 4. gol Jamajčana na zadnjih 5 tekmah. Že v naslednjem napadu se je prednost domačih znova povišala na 3 gole. Strelec je bil Smajlagić, ki je postavil končni izid 4-1 za Gorico. Pa res nesrečan poraz, rezultat je zelo visok. Mogu reći da smo dobro začeli tekmu, imali svoje priložnosti, nismo iskoristili in smo sprejeli taj Eurogol. Gorica to nas je malo preseklo, ampak smo se uspjeli dvignuti. Prišao im taj drugi gol in kaj reći, visok poraz, ampak dali smo sve od sebe, pokušavali s našim stilom igrati do konca i nije nam se izišlo. Upam da bojo naslednje tekme, da bomo pravi in do konca se borili za prvaka in na koncu bomo videli kar bo. Do konca sezone je ostalo še 5 tekem, rumene naslednja čaka že v sredo ob 16. To bo derbi sosedov na lestvici, saj ob Kamniško Bistrico prihaja drugouvrščeni Maribor.